Živijo, kako ste? Sem dr. Aleksander Mota in v današnjem videu bomo nadaljevali z govorom o stopalih, o tistem pekočem občutku, tisti neprijetni bolečini na podplatu. Obstaja zelo preprost, zelo praktičen način, kako izboljšati živec, ki prenaša občutek iz podplata v naše možgane. Torej, poglejte, stopalo, občutki bolečine, pekoč občutek tukaj na podplatu, pogosto prihajajo prek živca, imenovanega tibialni živec. Ta poteka tukaj po notranji strani stopala, gre za gleženjsko kostjo, tisto kostjo na gležnju in pride do stopala. Torej, vsi občutki, inervacija podplata prihajajo, mi jih zaznamo, pridejo do naših možganov prek zadnjega tibialnega živca. Da bi našli mesto, kjer bomo delali, naredimo naslednje. Prva stvar, poiščite kost na notranji strani gležnja, to je maleol, prav? Pri nekaterih ljudeh je to zelo enostavno opaziti, pri drugih pa ne tako zelo. Ko pa začnete otipavati, hitro opazite, da je tam ena kroglica, ena velika kostna izboklina. In tukaj na tem delu je to medialni maleolus. Druga referenčna točka, ki jo bomo uporabili, je peta, ki jo je enostavno videti in zaznati. Dogovorjeno? Torej, peta. Peta in maleolus. Med tema dvema kostema, med tema dvema referenčnima točkama poteka. V levu tibialni živec. Zadnji tibialni živec ali tibialni živec, prav, velika težava je, da med povezovanjem kalkanevsa z maleolusom obstaja mreža, prav retinakulum, ki lahko ujame, lahko stisne. Ta živec, prav, sej pod retinakulumom, skozi ta tunel ne poteka samo živec, temveč tudi več kit mišic. Prav? Struktura, ki jo bomo sprostili, ki jo bomo izboljšali, je prav retinakulum. In tako izboljšamo prehod tibialnega živca skozi to območje. Kaj boš naredil s tremi prsti? Prilepil jih boš na kožo in najprej boš naredil hitro masažo. Tako, naprej, nazaj, kot da bi želel ogreti, segreti tkivo, prav? Nato v drugo smer, proti petnici in gležnju. In na koncu narediš naslednje. Zavrtiš v smeri urinega kazalca, držiš minuto in pol, spustiš, zavrtiš v nasprotni smeri urinega kazalca in držiš minuto in pol. Pazi, moja roka ne drsi po koži, prav? Prilepi se na kožo in premakne kožo v smeri urinega kazalca 1 minuto in pol, spusti, prilepi se na kožo, premakne kožo v smeri urinega kazalca 1 minuto in pol. Še ena stvar, ki nam lahko tukaj zelo pomaga, je gibanje pete. Prav, torej, poglej, z eno roko primeš gleženj, z drugo roko objameš peto in potem premikaš. Lahko narediš križ, greš noter, ven, potem gor, dol, lahko pa tudi krožiš, narediš približno 30krat v eno smer in 30krat v drugo. Poglej, kako to vpliva na retinakulum in na prehod živca. Glej, to je zunaj, prav? Predstavljaj si, kako je znotraj, kjer je gibanje veliko večje. Ko narediš neposredno sprostitev in se gibanje pete izboljša, napiši v komentarje, ali je to olajšalo bolečino ali ne. Tisti pekoč občutek v tvojem stopalu. Najte še nekaj, prosim. Če si se spomnil koga, ki ima bolečine, pekoč občutek tukaj, se pritožuje zaradi kakšne težave s stopalom, mu pošlji ta video, naredi to uslugo, lahko zelo pomagaš izboljšati kakovost življenja te osebe. Jaz se bom tukaj poslovil, veliko objem in se vidimo naslednjič. No, si pustil komentar, torej v redu, če si se spomnil koga, ki ima bolečine v stopalu, mu prosim pošlji ta video, nehaj pošiljati tistega. Moj bog, danes mi je res težko govoriti. In si že napisal komentarje, če ti je pomagalo. Če še nisi, napiši, bom počakal.